Trg dela pa se spreminja hitreje kot kdajkoli prej. Poklici, ki so bili še včeraj varna izbira, danes izginjajo. Medtem nastajajo novi, o katerih pred nekaj leti sploh nismo razmišljali. Razvoj tehnologije spreminja pravila igre. Vprašanje zato ni več, kateri poklic izbrati danes, ampak kateri poklic bo pomemben jutri. Poklice prihodnosti v 24 ur dejstva analizira Maja Sodja. Inženir za umetno inteligenco ali vodovodar? Kaj od tega je poklic prihodnosti? Odgovor je oba. Strokovnjaki za vodovod so med najbolj iskanimi. Mi smo na terenu spremljali vodovodarja, moža in ženo, ki pravita, da se pri opravljanju tega poklica počutita svobodno. Dober dan, tukaj so PGS storitve, prišli smo za popravilo. Pušča ni bilo, tesnila not in zasilikonirali so vse skupaj in najbrž zaradi tega tudi ni držalo. Gašper Šturm je druga generacija vodovodarjev. Očetu je pomagal že kot otrok, poklic mu je pisan na kožo. Zakaj pa? Ker imaš določeno svobodo, bi se rekel. Povpraševanje je ogromno. Ponovadi tudi do 8 strank na dan obdelamo. Že včeraj smo jih imeli tudi 8 strank, različne stvari. Ponovadi je tam 12 ur na dan. Zdaj, če so nujna popravila, probamo priti čim prej. Evo. In ima narejen. Dela vse, od manjših popravil do adaptacij kopalnic. Pri delu mu pomaga žena Vanessa, ki se je te obrti priučila. Bila sem kozmetičarka. Zakaj ste se pa odločili za tako spremembo poklica? V bistvu, ker je mož odprl SP in sva začela skupaj delati. Že prej sem z njih hodila kakšne malenkosti, pa sva rekla, bova probala, zato da je njemu lažje, pa še se kaj zraven dodatno naučim, ne. Zelo je osvobajajoče. Že? Med 35 najpogostejšimi poklici, ki zaradi pomanjkanja kadra sodijo med poklice prihodnosti, so vozniki težkih tovornjakov, pa varilci, zidari, strugari, mesari, pleskari. To so torej obrtniški poklici, ki zahtevajo srednjošolsko izobrazbo in ogromno ročnih spretnosti. Roke so tiste, ki bodo veliko vredne, že danes jih drago plačujemo in še dražje jih bomo. Na drugi strani so izjemno iskani visoko izobraženi kadri, strokovnjaki za umetno inteligenco, pa analitiki podatkov, strokovnjaki za kibernetsko varnost. Na fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer izobražujejo za omenjene poklice, imajo na vseh programih okoli 1650 študentov. A tudi oni se, tako kot mnogi, sprašujejo, ali bo umetna inteligenca odnesla delovna mesta. Fakulteta za računalništvo in informatiko, izbirni predmet, obdelava naravnega jezika. Magistrska študenta Anja Abramovič in Rožle Starle sta se za študij umetne inteligence odločila, da bosta boljša od ostalih, da bosta na trgu dela imela konkurenčno prednost. Mislim, verjetno sigurno lažje zaposlitev dobiš, če imaš višjo izobrazbo, sploh če delaš za tuja podjetja, ker se tudi plača večja, ne, v Sloveniji je bolj žalost. Pa ne, verjetno bi ostala v Sloveniji, razen če se mi bi res kakšna zelo lepa možnost odprla v tujini. Bi me zelo veselilo, če bi uspela kako igrco tudi sama narediti. In kaj ima je pri zaposlitvi pomembno? Kaj je na prvem mestu? Je verjetno plača, je prvo, ampak drugače pa tudi, da se razumem, pa da je neko v redu sodelavci. V Sloveniji je nekak strop tam nekje 5000 bruto, kar je 3000 neto, še malo manj. Kar pa danes ni več toliko veliko denarja, ker so cene nepremičnin in stroški življenja. Računalništvo se izjemno hitro razvija, pojasnjuje profesor Marko Robnik-Šikonja in pričakuje, da bo ravno na tem področju največ poklicev prihodnosti. Kako zdaj te stroje, ki jih imamo, te velike jezikovne modele, multimodalne modele, kako jih pripraviti za to, da bodo učinkovito delali v podjetjih, v javnem sektorju, za vse nas. Ne gre torej samo za ukaz umetni inteligenci, pač pa za to,
da bo slednja robustna in zanesljiva za varno in učinkovito uporabo. Po eni strani pač jo moramo prilagoditi tako, da bo pač našim družbenim in pač poslovnim potrebam služila, ne. Po drugi strani pa tudi mi kot družba, ne, kaj je za nas sprejemljivo, katere stvari hočemo zdaj avtomatizirati. Bo torej umetna inteligenca odnesla delovna mesta? Nekaj jih gotovo bo, ne, in nekaj jih bo pa tudi prinesla. Na nekaterih najbolj iskanih poklicev umetna inteligenca ne bo nadomestila, to so zdravniki, medicinske sestre, negovalci, pa vzgojitelje v vrtcih, kar 3847 prostih delovnih mest zanje je bilo lani. Manjkalo je tudi več kot 6000 učiteljev, daleč največ, več kot 8800 pa čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah. Gostinstvo in turizem sta panogi, ki sta kadrovsko že dlje časa na preizkušnji, za 24 ur dejstva potrjuje direktor Turistično-gostinske zbornice. Je pa res, da so v zadnjih letih delodajalci bistveno izboljšali pogoje dela, na eni strani finančne. Vidimo, da po podatkih tudi AJPES-a so se povprečne plače v panogi povečale do leta 2024, ki je zadnji podatek od covidnega časa za čez 40%. Če upoštevamo še lansko leto, bo po mojem že kar 50% ta številka. In na ta način je kadrovski manko nekoliko zmanjšal, ali pa lahko rečemo, da se je stanje nekako umirilo. Poklice prihodnosti določajo tudi podnebne spremembe. Potrebovali bomo strokovnjake za obnovljive vire, okoljske inženirje, trajnostne arhitekte. Vse bolj potrebujemo psihologe, terapevte, strokovnjake za upravljanje s človeškimi viri. Iskani bodo specialisti za virtualno resničnost, etiki umetne inteligence, upravljavci digitalnih skupnosti. Za vse pa bo veljala prilagodljivost, digitalna pismenost in kombinacija tehničnih ter tako imenovanih mehkih veščin, komunikacije, empatije, samoiniciativnosti. Kaj pa mladi pričakujejo od delodajalcev? Pričakujejo dinamična, tehnološko napredna delovna mesta, pričakujejo feedback, odziv delodajalcev, ki naj bo čim bolj pogost. Odklon imajo do avtoritativnega vodenja, do vodij. Potem zelo pomembno jim je mentorstvo. To pomeni, da v bistvu ima nekdo čas za njih, da se naučijo, da je mogoče tudi varna priložnost za morebitne napake. Ko so dijake in študente vprašali, kaj jim bo najbolj pomembno na delovnem mestu, jih je več kot 3/4 izpostavilo možnost napredovanja. Na drugem mestu je varnost zaposlitve, kar pomeni, da pričakujejo redno pogodbo in tudi redno plačo. Na tretjem mestu so dobri odnosi. Krajši delovni čas je pomemben le četrtini vprašanih, najmanj pomemben pa je ugled delodajalca. No, mladi na svet o tem, kam naj se usmerijo, pogosto poiščejo na kariernem svetovanju na Zavodu za zaposlovanje. Ta pa pri delodajalcih vsako leto preveri, katere poklice bodo najbolj potrebovali. Priložnosti bo ogromno, tudi demografski trendi jim grejo v prid. Da danes je priložnosti za zaposlitev mogoče več, kot jih je bilo v preteklosti. Potreb po delavcih je ogromno. Vedno bomo iskali kadre v zdravstvu, v vzgoji in izobraževanju. Več bomo mogoče iskali teh nekih strokovnjakov z področja matematičnih, naravoslovnih ved, teh inženirjev, skratka, tehničnih poklicev. Zelo konkretno o poklicih, ki jih bomo potrebovali do leta 2039, pišemo na 24ur.com, nov članek v rubriki Dejstva pa že jutri.